Najlepša dediščina, ki jo lahko zapustimo drugim, je vera, kot je to povedal papež Frančišek med današnjo jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte. Opogumil je, naj se ne bojimo smrti, kajti življenje se nadaljuje. Homilijo je papež začel pri današnjem berilu iz prve knjige Kraljev, ki govori o Davidovi oporoki in smrti. Vsako življenje ima svoj konec in to je misel, ki nam ni ravno všeč, je dejal Frančišek. Običajno jo zakrivamo, a je realnost vsakega dne. Misliti na zadnji korak je po papeževih besedah luč, ki osvetljuje življenje, je stvarnost, ki jo moramo imeti vedno pred seboj. Spomnil je na eno od sredinih splošnih avdienc, ko je med bolniki bila tudi ostarela redavnica. Imela je miren obraz, svetel pogled. Stara je bila 83 let in z nasmehom je papežu povedala, da zaključuje svojo tukajšnjo življenjsko pot, da bi začela drugo z Gospodom. Imela je raka na trebušni slinavki. Tista žena je v miru živela svoje posvečeno življenje, ni se bala smrti. Končujem svojo pot življenja, da bi nadaljevala drugo, je dejala. To je prehod, je dodal papež. Kralj David je Izraelu kraljeval 40 let, a tudi teh 40 let je minilo, je nadaljeval. Preden je umrl, je sinu Salomonu naročil, naj se drži Gospodove postave. David je v svojem življenju veliko grešil, a naučil se je prositi odpuščanja in sedaj ga Cerkev imenuje sveti kralj David, grešnik, a svetnik. V trenutku smrti svojemu sinu zapusti najlepšo in največjo dediščino, ki jo moški ali ženska lahko zapustita svojim otrokom. Zapusti mu vero.